Ustanovitev SKOK-a, novega organa za boj proti korupciji in ostale napovedane spremembe na tem področju še naprej sprožajo ostre odzive v tožilskih in sodniških vrstah. Na vrhovnem in specializiranem tožilstvu svarijo pred povečevanjem vpliva politike na tožilstvo. Resne pomisleke imajo tudi na vrhovnem sodišču. Kot pravijo, je rok za združitev 4 oddelkov sodišč v eno sodišče prekratek. Žana Vertačnik. Glavna novost predloga o SKOK-u je ustanavljanje povsem novega sodišča, pod katerega bi uvrstili 4 trenutne posebne oddelke, ki po oceni politike predstavljajo neustrezno ureditev. Problem takšnega sistema je bil, da je bila neenotna sodna praksa, različne prakse oziroma različne načine odločanja. Na glavnem slovenskem sodišču pa ta ocena je pavšalna. Le prenos kadra na eno mesto in postavitev nove table, da ne bosta ničesar spremenili. Novo sodišče bi sicer ustanovili 1. januarja prihodnje leto in prav takrat naj bi brez prehodnega obdobja že začelo tudi delovati. To je tako, kot da bi ustanovili podjetje in pričakovali, da bo isti dan začelo na polno proizvajati, prodajati in tudi že prodalo. Naprej sodniki in tožilci svarijo, da bi zakon omajal njihovo avtonomijo, krepil pa vpliv politike. Uvaja se namreč sprememba splošnega člena, ki velja za vsa državna tožilstva, s katero minister pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ni več vezan na mnenje Državnotožilskega sveta. Povečuje se vloga, pravzaprav pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Prav gotovo je minister tisti, ki pač kot politik mora imeti to moč, da vpliva na organizacijo, ne pa da samo odstopi, kadar se nekaj zgodi. Pomembna sprememba pa je, da s preimenovanjem prenehajo mandati sedanjemu vodstvu specializiranega državnega tožilstva. Ja, zakon predvideva kontinuiteto, torej da aktualni vodja SDT-ja vodi tudi naprej SKOK, potem bo pa postopek, kot da bo izbran najboljši. Na ta položaj bi začasno najprej sedel Ivan Pridigar, ki med sodelavci neuradno uživa podporo in mu pri morebitnem potegovanju za poln mandat ne bi oporekali. Ima pa tudi on do predloga številne zadržke. Namen zakona naj bi vzpostaviti ekosistem, znotraj katerega pa bo SKOK prevzel povsem enake pristojnosti, kot jih že sedaj ima specializirano državno tožilstvo. Zato ocenjuje Pridigar ni nobene potrebe po novem organu in poseganje v imenovanja državnih tožilcev.